Lep pozdrav, gospod Bobič. Vi ste predsednik Zbornice elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, sicer pa v vsakdanjem življenju vodja poslovne enote regulacija v zgradbah v podjetju Danfoss. Danes smo vas povabili v naš podcast Poslovni nasveti, predvsem zaradi tega, ker člani Zbornice elektroindustrije se že tradicionalno, konec avgusta, srečujete in v bistvu potegnete črto pod preteklo poslovno leto. Pa bi mogoče začeli najprej s tem vprašanjem, kakšno je bilo leto 2023 za slovensko elektroindustrijo? Kakšno je bilo leto za elektroindustrijo? V bistvu lahko rečemo, da je bilo dobro, ne? Zdaj, če se je slovensko gospodarstvo za 0,3% skrčilo, se je elektroindustrija povečala za 1,2%, kar nekako pri 8,4 milijarde veliki industriji pomeni približno 100 milijonov. Ne? In to je eno veliko podjetje v Sloveniji. Ne? Je pa res, ne, da ti statistični podatki, ki veljajo za našo zbornico, so verjetno še boljši, zato ker veliko naših članov je del večjih mednarodnih korporacij in v mednarodnih korporacijah se prodajajo izdelki po transfernih cenah, tako da te izdelki potem na končnem trgu dosežejo še višjo ceno. Ne? Tako da načeloma zelo uspešno delovanje v zelo težkih pogojih, seveda. Oče, čisto kot zanimivo sem se zdaj spomnil, vaša industrija je zelo dobro šla v času korone, ne? Ja, ker imamo recimo nekatere člane, ki so zelo specifični, recimo taki, ki so pomagali gospodinjam, da so lažje kuhale doma in podobne stvari. Je pa tudi resno, da se v času korone predvsem elektronska industrija ni ustavila, ampak je zelo napredovala, ne? Ker prvič so se iskale nove rešitve, ne? Drugič je bila potrošnja konzumerjev večja in tretjič so se v bistvu premešale karte, kar se tiče zgradb in podobnega. No, to je kar zanimivo. Danes je situacija drugačna, ne, o tem bova tudi nekaj več rekla, pa mogoče bi začela kar z enim najpomembnejših trgov za slovensko elektroindustrijo, Nemčijo. 90% izvoza je usmerjenega na ta trg. Kako čutite situacijo tam? Vemo, da se gospodarstvo nemško ohlaja, pa stagnira. Je to že čutiti pri vaših članih? Ja, seveda. Ne. Nemška industrija je zelo pomemben veja nemške industrije, avtomobilska industrija, ki jasno pada, ne. Predvsem, ker avtomobilska industrija je nekako na razpotju ali še vedno ostati na motorjih, notranjim izgorevanjem ali bolj na elektromotorje. In tukaj ta cagavost nekako negativno vpliva na celotno industrijo. So pa v bistvu še večji premiki v nemški industriji, ki so negativni. Recimo cene energije, predvsem plina, ne, so zelo negativno vplivale na velike porabnike energije. Recimo BASF v bistvu je oznanil, da bo preselil svoje ogromno središče v Ludwigshafenu iz Nemčije v Ameriko, ne, kar je ogromno. To je tista področje gospodarstva je velikosti Ljubljane. Ne. Naprimer v kemijski industriji, moče sem, če kdo ne pozna. Ja, to je kemijska industrija. Ja. Potem pa ta tretji udarc so pa recimo zvišanje obrestnih mer, ki je pa zelo zadela gradbeno industrijo, sicer ne samo v Nemčiji, ampak po celi Evropi, a ne? Ampak konkretno v Nemčiji se je gradbena industrija dvakrat za 50% zmanjšala, ne? Se pravi, da letošnja velikost trga je 25% velikosti trga leta 2021. In te negativni trendi seveda povzročajo to, da se je trg skrčil, in če se je trg skrčil, ne, je konkurenčnost veliko večja. Zdravilo za to je pa ponavadi vedno inovativno, seveda. Ne. Mogoče sem en intermezzo glede avtomobilske industrije, ne, v Nemčiji. Zdaj seveda slovenska podjetja so dobavitelji te industrije. Se za slovenska podjetja zelo spremeni, kolikor se potem nemška avtomobilska industrija bolj usmeri v električne avte ali ostane še pri klasičnih? Je to glede dobaviteljev kakšna bistvena razlika? Odvisno, kaj dobavljajo. Ja. Eni so veseli, nekatere tiste, ki delajo predvsem dele za motorje z notranjim izgorevanjem, pa zelo skrbi.
In preskok iz motorja na notranje zgorevanje na elektromotor je pa neverjetno velik. Ne? To je čisto druga industrija. Ampak vidimo, danes se tudi tukaj trend umirja in da tudi prodaja električnih avtomobilov je nekoliko tudi stagnira. En problem so razmere v Nemčiji, ki je pomemben trg, drugi problem so pa seveda globalne razmere, nemiri po svetu, dobava surovin in izdelkov iz Azije je tle tudi pod vprašanjem, dobavne verige se spreminjajo, že samo zaradi napadov Hutijev in obvoda ladij preko oziroma okrog Afrike. Koliko pa te razmere vplivajo na slovensko elektroindustrijo? Ja, zdaj predvsem recimo ti logistični problemi so povezani z dobavnimi verigami. V obe smeri seveda. In tukaj je nekako ene vrste bilo tako kuhanje žabe, počasi so se stroški začeli vzdigovati, potem pa naenkrat Transsibirska železnica ni več delala, pa ti napadi Hutijev, pa obvod po Magellanovi poti okoli Afrike in tako naprej. In zdaj končni obračun je, da so stroški transporta neprimerno večji, kot so bili. Drug še večji problem je pa v tem, ker so daljši dobavni časi, se morajo zato zaloge povečati, tako repromateriala kot končnih izdelkov. In to pa direktno vpliva na cash flow podjetij, kar direktno vpliva na solventnost, se pravi na to, koliko so podjetja v bistvu finančno zmožna ta breme prevesti, in v končni fazi se to pozna na profitabilnosti. Govorimo o surovinah, katere so te ključne surovine, od katerih je elektroindustrija odvisna? Ja, jasno je, da so to pač seveda elektronske komponente. In pri elektronskih komponentah je ta učink biča bil zelo jasen. Med korono je nekako se proizvodna komponent zmanjšala, poraba se je za tega povečala, zaloge so se povečale in zdaj smo nekako v fazi, ko se te zaloge spet krčijo, ampak ker so bile toliko velike zaloge, tudi spet proizvodnja malo padla in lahko se zgodi, da bomo v kvartalu 1 dobili nov problem pomanjkanja čipov. Upam, da se motim pri tem, ampak lahko se pa zgodi. No, tukaj sicer je res tudi Evropska unija nekoliko bolj odločno nastopila, lani je sprejela celo ta famozen akt o čipih in na nek način spodbuja proizvodnjo čipov v Evropo, tudi kar neke velike investicije vidimo zadnje čase se selijo v Evropo. Kje je tukaj Slovenija? Ja, zdaj nekako zmagovalec deglobalizacije in pridobivanja novih investicij, predvsem FDI-ja, se pravi tujih naložb v gospodarstvo, je Češka. Tukaj se ne smemo slepiti, zato ker Češka ima veliko boljše gospodarske pogoje, kot jih imamo mi. Se lahko malo bolj natančna, zakaj je Češka bolj uspešna pri tem? Ja, vse, začenši od obdavčenja dobička pa do obdavčenja delovne sile, razpoložljivosti delovne sile. V Sloveniji 2 milijona ljudi, na Češkem jih je 11. Potem tudi nižje stroški delovne sile so. Ne samo, da osnovne plače so nižje, potem so pa še obdavčitve nižje. Potem v bistvu sama država poskrbi za to, da je okolje, kamor bodo podjetja prišla, pripravljena, da so logistično urejeni tehnološki centri in podobne stvari. Tega v Sloveniji malo manjka. Zdaj pa, če greva nazaj, kaj pa vseeno se dela v Sloveniji? Odpira se kompetenčni center za čipe, kjer smo kot zbornica elektro in elektronske industrije seveda zraven. Pomagamo pri tem, da bi usposobili prave kadre, da bomo pripravljeni na to, kaj enkrat se bodo seveda čipi tudi začeli proizvajati v Sloveniji. V to ne dvomim. Slovenska elektroindustrija je precej odvisna, kot sva ugotovila, od te globalnih razmer. Pa mogoče me zanima, kje lahko tukaj zbornica elektroindustrije pomaga svojim članom in podjetjem pri premagovanju teh izzivov? Ja. Zdaj, člani ZEE imajo res globalni trg,
kjer lahko recimo zbornica pripomore, je recimo predvsem v Evropi, ki je pa seveda za nas največji trg, preko članstev v močnih lobističnih organizacijah. Recimo smo član upravnega odbora Orgalima, in tudi člani sveta tega organa. Orgalim, tako malo za občutek, to je združenje proizvajalcev v Evropi, ki združuje nekako 3000 milijard evrov prometa na leto. In take inštitucije imajo zelo veliko besedo pri tem, kako se nove direktive, prvič, kakšne bodo nove direktive in kako se bodo že obstoječe prenovile. Glede na to, da smo aktiven član v tem, lahko imamo en glas v tem. Druga stvar so pa svetovni trendi, na katere pa tudi Evropska skupnost ne more vplivati. Recimo dekarbonizacija, elektrifikacija, digitalizacija in podobno. V tem primeru se pa kot gospodarska zbornica trudimo, da te znanja prinesemo čim bližje našim članom, da so na tekočem, kaj se dogaja, in da se lahko izobrazijo, kaj to je, kaj pomeni krožno gospodarstvo za njihovo podjetje, kaj pomeni digitalizacija v praksi in podobne stvari. In v tem primeru tudi sodelujemo v kompetenčnih centrih, recimo pametne tovarne, kjer v bistvu ne samo, da znanje pridobivamo, ampak ga lahko tudi dajemo, ker v bistvu to je ene vrste mreženje. Prej, ko smo govorili o čipih, ste omenili delovno silo. Vemo, da to je pač splošen problem, ne samo v Sloveniji, tudi nasploh v Evropi. Kako je konkretno v elektroindustriji? Ja, mislim, da nič drugače kot po vseh ostalih. Je pa zanimiv en paradoks v Evropi, da ne glede, je to gostilna v Atenah ali je prodajalec pasje hrane na Dunaju, skoraj veliko podjetij ima pred svojimi vrati zaposlujemo. Kar pomeni, da je neskončen apetit po novih delavcih. Istočasno imamo zelo velik pritok migrantov, ampak zdaj to neki tle ne špila, se pravi, je v bistvu en paradoks. Ampak da ne znamo izkoristiti ta... To je recimo ena zadeva, druga zadeva je pa tudi mogoče, da je pomanjkanje delovne sile rezultat politik Evropske skupnosti, predvsem na področju šolstva in podobnih stvari. Ampak to je mogoče čisto druga tema. Kar se tiče pa potem, kako mi probamo, predvsem tukaj je MAMA, gospodarska zbornica, kjer pomaga recimo pri izboljšanih postopkih za zaposlovanje tujcev, potem skušamo tudi recimo s projekti, kateri recimo inženirji bomo, pridobiti veliko več mladih, da bodo se vključili za STEM poklice in podobne stvari. In na ta način lahko v bistvu zadostimo potrebe po najbolj zahtevnih poklicih. Tisto nižji deli se nekako vedno dajo uvozati. Se to sem ravno hotel vprašati. Domnevam, da elektroindustrija potrebuje neke specifične znanja in veščine. Tle ne gre samo fizično za delavca. Proizvedemo dovolj kadrov v Sloveniji, ki imajo te veščine, ki jih elektroindustrija potrebuje? Ne, nažalost ne. Vpisi na STEM študije so se začeli šele v zadnjih par letih povečevati. Recimo tako za primer, ko sem se jaz vpisal, je bilo 400 študentov na strojni fakulteti. Ko se moj brat 6 let kasneje vpisal, jih je bilo manj kot 100. In ta luknja se seveda pozna. Omenili ste to akcijo inženirke in inženirji, vi ste tudi predsednik te iniciative. Veliko stavite na znanje, tudi vpeti ste na nek način v to akademsko življenje. Kako pomembno je to znanje, ali pa če hočemo morda tudi inovativnost z vidika elektroindustrije, da ostane konkurenčna? Ja. Zdaj, če gremo najprej na akademski svet. Akademski svet ima eno veliko težavo. Kajti ta, rečemo temu, visoka in višja znanja
temeljijo na določenih znanjih, ki so stare 200 let, recimo bazična matematika, bazična fizika. Ampak, če teh znanj ne znaš, ne moreš na tem nadgraditi na najnovejša znanja. Najnovejša znanja se pa eksponentno hitro razvijajo, ne. Tako da tukaj je zdaj dilema akademije, na kaj ne bo fokus. Ali ne bo fokus na tistih osnovnih znanjih, da je temelj čim boljši, ali pa se ne to na hitrco preide in gre naprej. Potem je pa problem vedno s temeljem, ne. Tako da verjeten rešitev nekje vmes. Rešitev je verjeten v vseživljenjskem izobraževanju, tako predvsem inženirjev, pa vseh ostalih seveda poklicev, kar pomeni, da potem lahko sledimo razvoju. Ker razvoj, kot sem rekel že prej, eksponentno narašča, temelji pa na prejšnjih znanjih. Se pravi, brez prejšnjega znanja ne moreš nadgraditi naprej. Vi ste tudi, mislim, da član Komisije za inovacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. V kratkem bomo tudi podeljevali priznanje najboljšim inovatorjem. Koliko zdravo je to področje inovacij v Sloveniji? Seveda podjetja morate vlagati, predvsem v elektroindustriji, to ste že na začetku povedali, ne? Zato, da ostanete konkurenčni. Verjetno spodbude države so dobrodošle, jih je dovolj. Vemo, moče še omenjava to, da je bilo, mislim, da lansko leto podpisano tudi to zavezništvo med gospodarstvom, znanostjo in državo oziroma vlado, se pravi, neko zavedanje je, se to zavedanje potem pretopi tudi v prakso. Zdaj, prvič sem zelo ponosen, da sem član te komisije, ne. Po drugi strani je pa zelo zanimivo videti, da so določena podjetja, ki vsako leto pridejo z novimi izboljšavami, enkrat z malo večjimi, enkrat z malo manjšimi, ampak ne glede na to. Kar kaže, da je zelo zdravo jedro v Sloveniji, kjer so podjetja, ki imajo razvito inovacijsko strukturo, inovacijske procese in lahko v bistvu vsako leto pridejo z novim izumom, z novo izboljšavo. Seveda neki podjetji, je pa tam niso. In tukaj, kjer bi jaz rekel, da zelo pogrešam, so pa zagonska podjetja, se pravi startupi, kjer jih je pa v Sloveniji relativno malo. Jih je relativno malo, kar je pa še večja groza, je pa to, da te podjetja dostikrat ne razumejo vrednosti intelektualne lastnine. In potem v bistvu grejo naprej, preden zaščitijo svoje znanje in ga dejansko izgubijo. Tukaj je pa mogoče bi bilo to ena izmed zelo dobrih tem, da bi se na visoke in na višje šole uvedli neki, da bi v bistvu vsi slišali o tem, kako se patenti prijavijo, kako ta patentni svet deluje. Ker če enkrat svoj izum poveš nekomu drugemu, ni več izum, je konc. Ravno v tem obdobju teče tudi pri nas na zbornici akcija osveščanja na splošno intelektualni lastnini, ki je namenjena ravno tej problematiki, ko ste zdaj omenjali. To vas bi še vprašal, veliko govorimo seveda o zelenem prehodu, o krožnem gospodarstvu, o trajnostnem poslovanju. Kako velik izziv je to področje za slovensko elektroindustrijo? Bo bistveno premešalo karte? Jaz bi rekel, da je to en velika priložnostna izziv. Ker zeleni prehod bo spremenil načine, kako se delajo izdelki, kakšna je naša miselnost o samih izdelkih, predvsem recimo stališča krožnega gospodarstva, kjer če pogledamo, je večina današnjih razvojev namenjena temu, da se izdelki delajo za določen čas in po tem določenem času se morajo zamenjati z novimi. V krožnem gospodarstvu je treba te izdelke popraviti. Zdaj je pa vprašanje, ki se ga moramo tudi sami sebe vprašati. Če kupimo izdelek za 10 evrov, pa je popravilo 12 evrov, ali ga bomo popravili? Ali ga bomo vrgli stran pa kupili novega? In pa je tudi vprašanje, tudi za vse nas, da smo bili nazadnje pri krojaču, da nam je popravil eno obleko, ali pa pri čevljarju, da je čevlje popravil,
ali je lažje iti v trgovino pa kupiti nove. Ne? In kaj to pomeni, ne? Da se mora spremeniti cel mindset, ne samo industrije, ampak tudi potrošnikov, da obstaja eno zavedanje, da se lahko stvari popravijo in grejo naprej. Ne? En lep primer tega bi rekel je recimo Švica, ne? Ko greš recimo v Cirih, se vozijo zelo stari tramvaji po cestah, ne? Ampak so izredno dobro vzdrževani. Ne? Tukaj se lahko naveževa tudi na evropsko zakonodajo, ki je bila tudi že prenesena v slovenski pravni red, ne, in ki od elektroindustrije zahteva trajnostni dizajn. Ja. To je verjetno o tem, kar ste zdaj govorili, spravi, da se že pri dizajniranju izdelka predvidi njegovo dolgotrajno uporabo in seveda reciklabilnost in vse, kar sodi zraven. Ja, in to recimo pri izdelkih, ki so, predvsem, če pogledamo industrijo gradbeništva, izdelki morajo trajati 10-15 let. In v tem času se tehnologija zamenja. Ne? In je zdaj en zelo velik izziv, ne? Kako narediti izdelke danes, ki bodo potem še pripravljeni na upgrade čez 10 let. Ne? Pa so naša podjetja že pripravljena na to? Bo to velik izziv, kako spremeniti? Jaz bi rekel tako, glede na splošno industrijo, ja. Na splošno industrijo, ja, seveda pa je odvisno tudi od branže. Kje moče vi vidite največji izziv pri tem? Največji izziv bi videl pri podjetjih, ki so poddobavitelji poddobaviteljev, ker jim njihova stranka že diktira, kaj je treba narediti. Ne? Gre pa verjetno to tudi z roko v roki z ESG-jem, v končni fazi, tudi že zaradi dolžnosti poročanja bodo morali verjetno podjetja tudi začeti drugače operirati. Zdaj tako, ESG je taka zelo zanimiva kratica, ampak ESG pomeni Ecology, Sociology and Governance. In ta ESG se zelo velikokrat spremeni v enega velikega zelenega Miki Miška. In se potem vso moč v bistvu da v ekologijo. Ne? Istočasno pa potem so znotraj tega pa definirani trije skopi, se pravi v bistvu, koliko porabiš za svoje lastno delovanje, potem je pa proizvodnja tvojih izdelkov in potem zadnji del je pa skop 4, ki pa kakšne prihranke energijske ta izdelek da naslednjemu v verigi. Ne? In skop 1, 2, 3 so zelo dobro razdelani, skop 4 pa ni. Prvič se dajo tle velike mehinacije narediti, drugič je pa tukaj ta glaven temelj, kjer bo res ekologija zaživela. Ne? Mogoče še to pod vprašanje, ki sem se ga zdaj spomnil. Sicer elektroindustrija ni med velikimi porabniki energije ali pa elektrike, pa vendarle tudi tukaj verjetno prihaja do nekih premikov, do neke transformacije, do zmanjševanja energetske porabe, tako na ravni industrije, kje smo? Prej sem omenil, da recimo zgradbe, nove zgradbe, pa predvsem nove gradnje so šle zelo dol. Istočasno so se pa renovacije bistveno postavile na noge. Kar nekako pomeni, da se veliko podjetij zaveda svoje lastnega energijskega footprinta in hoče to zmanjšati. In kar je pa v bistvu dodatno gonilo recimo industriji, da se v bistvu dajo novi izdelki. Problem, ki pa potem nastane, da je med renovacijami in novimi izdelki trg bistveno drugačen. Trg renovacij je tako 100-krat bolj fragmentiran kot trg novih izdelkov. In je zato stališče podjetij, stališče dostopa do trga veliko težje. In tukaj se pa recimo obnesajo zelo novi pristopi, predvsem oglaševanje preko social medija, ker s tem lahko zadaneš večjo količino potencialnih strank, pa relativno z manjšimi stroški.
Moče še to vprašanje sem si prihranil za konec in sicer malo oddaljeno od teh tematik se je zdaj obdelovala, pa vendarle socialni dialog, omenjam ga pa zaradi tega, ker ste tik pred prenovo panožne kolektivne pogodbe, pa mogoče, da so aktualna, da še o tem kaj rečeva, kdaj računate, da bo podpis? Ja, ne vem. To je kratek odgovor, kdaj bo podpis. Zato, ker ideja prenove panožne pogodbe ni samo kozmetični popravki, ampak je temeljita prenova te pogodbe, da bo postala moderna, aktualna za današnje čase, tako na eni strani za delodajalce kot za delojemalce. Upajmo, da bo tudi delojemalska stran imela toliko vizije pri teh pogajanjih, s tem, da bomo postavili nekaj, kar bo bolj fleksibilno, kakor je danes, in bolj pisano na dušo novih zaposlenih, ki prihajajo, se pravi generacije Z in podobnih, ki prihajajo v delovna razmerja, ki imajo pa drugačne potrebe od XY in baby boomerja, seveda. Če mogoče sem kakšen detaljček nam izdate, v kakšno smer bi šla ta posodobitev tega pristopa? Recimo posodobitev plačnega sistema, potem je recimo posodobitev načina, kako se dajo dodatki in podobne stvari. Recimo to je en del tega vsega. Hvala lepa, da ste bili gost in seveda še naprej veliko uspehov na vseh področjih, ki jih pokrivate, kot smo slišali, jih ni malo in verjamem, da boste še kdaj naš gost. Najlepša hvala in hvala za povabilo.